Pozdravljeni vsi poslušalci, poslušate novo epizodo podcasta Pes in sok, ki ga pripravljamo v spletnem mediju Rdeča pesa. Z nami so danes člani odprave Prebimo embargo, ki se čez en teden solidarnostno odpravlja na Kubo z namenom, da na otok pripeljejo zdravila, ki jih zbirajo že en mesec. Z nami je v tem trenutku Jan Weigl. Jana bi se lahko na hitro predstavil. Ja, zdravo. Sem Jan, imam 24 let, hodim na magistrski študij politologije na Fakulteti za družbene vede, se opravičujem. Izven študija sem se nekaj let ukvarjal z novinarstvom na Radiu Študent, drugače pa sem že več let politično aktiven v raznih organizacijah, primarno v študentskem društvu Iskra. To, da Prebimo embargo kot pobuda ni samo od Iskre, je pa slučajno od nas petih, ki gojimo neko simpatijo in do Kube, do njenih ljudi in do socialističnega projekta tam. Ampak sigurno bo še več govora o tem kasneje, tako da to je to za moje predstavitev. Ok, super. Ja, za začetek bi se mogoče najprej ustavili pri Kubi. Na kratko nekaj o njeni zgodovini bi povedali, pa mogoče nekaj o trenutni politični situaciji tam. Kako je izgledala Kuba pred kubansko revolucijo leta 1959? Jaz mislim, da s to zgodbo je vredno začeti takrat, ko se je Kuba v bistvu dekolonizirala, imela revolucionarno vojno proti svojim španskim kolonizatorjem v 20. stoletju. Takrat je v bistvu bila neka borba, ki so jo borili Kubanci sami, od tam njim tudi njihov narodni heroj José Martí, ki tudi danes služi kot neka nacionalna figura, tudi Castro sam in revolucionarna vlada še danes v bistvu vrednoti José Martija kot nekega večjega narodnega heroja, kot pa razni ideološki predstavniki socializma, a la Marx, Lenin in podobno. Razlog, da je ta zgodba pomembna, je zato, ker v tej prvi kubanski revoluciji oziroma vojni za neodvisnost so se vmešale tudi Združene države Amerike. V bistvu, kakor jaz razumem tisto vojno in imam laično poznavanje te zgodovine, je v bistvu so Združene države Amerike obtožile Špance, da so te razstrelili neko njihovo bojno ladjo, takrat, ko je kubanskim revolucionarjem že dobro kazalo, da se bodo osamosvojili, in posledično so se Američani direktno vpletli v to vojno, napovedali vojno Špancem, in na koncu v bistvu izid te vojne je bil vzpostavitev Kubanske republike kot neke nominalno avtonomne državne tvorbe. Ampak ena od stvari, ki so jih Američani izsilili, da ta Kubanska republika v svoji prvi ustavi sprejme, je tako zvani Platov amandma. Ta PLATT, imenovan po nekem ameriškem senatorju, je imel eksplicitno provizijo, ki je trdila, da se lahko Amerika vmešava v notranje zadeve Kube, kadarkoli bi to bilo potrebno. In tudi tako nekako, poleg pač te dejanske politične moči, političnega nadzora, ki so jih Združene države Amerike imele nad Kubo od takrat naprej do revolucije, je tudi ameriški kapital bil v bistvu nekako dominantna ekonomska sila. Če se prav spomnim, pa lahko, da niso točne številke, ampak mislim, da je 90% celotne kubanske industrije z naravnimi viri, kot so kobalt in
sladkorni trs in tobak bili v lasti ameriških firm in ameriškega kapitala. Um, in dobro, na neki točki je bil ta amandma, ta Platov amandma umaknjen. Mislim, da leta 1934, tam okoli. In to je bilo v obdobju, ko je v bistvu prišel na oblast Fulgencio Batista. Fulgencio Batista je bil general v kubanski vojski, ki so ga Američani videli kot nekega perfektnega posrednika, da bi vzdrževal moč te neke Ameriki simpatetične buržoazije, ki se je tam razvila skozi vsa ta leta. In Batista je, brez tega, da se spuščamo preveč detajlov, Batista je vodil en zelo brutalen in krut režim. Do te mere krut, da je še, če se ne motim, John F. Kennedy na neki točki rekel, Batista vsak dan pobije, vsak mesec pobije 20.000 Kubancev. Torej, tudi ameriški mediji so v bistvu imeli zelo negativen odnos do njega na tisti točki, čeprav je bil seveda kompradorski politik za ameriške interese. In kot zanimivost, recimo tudi družine ameriških politikov, ki so danes najbolj odprto antikubanski, govorijo, kako je Kuba satan zahodne hemisfere. Marco Rubio in Ted Cruz, ki imata oba kubanske korenine, njuni predniki, njune družine so bežale iz Kube pred Batisto. In nasplošno je bil v tistem času je bil pač ta 90% prebivalstva je imelo pač manjšino premoženja države v lasti. Tudi tukaj ne vem točnih figur, sklepam, da ste vi to že kdaj raziskovali. Ampak pač ta razlika med campesinosi, med kmetje in tem ruralnim prebivalstvom in pa buržoazijo v mestih je bila pač nepredstavljiva. Buržoazija na Kubi si je takrat gradila mavzoleje z air conditionom in drugimi luksuznimi dobrinami, ki bi jih potem lahko nesli na oni svet, no. Medtem ko so pač kmetje živeli v obupnih razmerah, no. Torej, kar hočem reči, je ta povod, ta cel kontekst predrevolucionarne Kube, Kube kot dejansko ameriške kolonije, potem, ko so bili španska kolonija, je pomenilo, da takrat, ko je Castro in ko so socialistični revolucionarji, ki se takrat sicer še niso klicali kot socialisti, bili zelo popularni. In v bistvu zdaj vidim, da sta se še dva moja kolega pridružila, tako da, Luka, tema je življenje na Kubi pred revolucijo. Ti si veliko o tem raziskoval. Sej, kakor sem te zdaj ujel, mislim, da si zelo dobro situacijo opisal. Se upravičujem, če bom kaj dvakrat rekel, kar je Jan že prej. Ampak ja, Kuba je bila de facto ameriška kolonija od tega, da potem, ko so se vmešali v njihovo vojno osamosvojitve proti Španiji, so jim v ustavo celo vsilili člen, ki je legitimiral ameriško intervencijo. Pač ja, mislim, da je Jan sicer, zaupam, da je večino oči prav povedal, od pač ogromnega dela kubanske zemlje, ki je bila v lasti tujcev, še posebej sladkornega trsa, ki je pač odvedno itak največji izvoz Kube. In da to je tudi vodilo do tistega pač na eni strani padca Batiste in da pač so Kubanci šli v nacionalizacijo po revoluciji, da je bilo v bistvu to ena prvih stvari, ki so jih naredili. Bi mogoče na tej točki malo več izpostavil, ker je zgodba ponovadi zelo napačno predstavljena, še posebej v nekih ameriških virih.
Skratka, vsa nacionalizacija, ki so jo Kubanci takrat izvedli, je bila v skladu z predrevolucionarno ustavo, torej ustavo tako iz leta 40 in veljavnim mednarodnim pravom tistega obdobja. Vse, kar je bilo nacionalizirano, ni bilo sploh brez neke povrnitve, povračila, ampak so veleposestniki dobili toliko, kolikor so pač na davčnih izjavah pisali, da je njihova zemlja vredna. Zdaj, če so od takrat pač pregolfali vlado, je to malo njihov problem. Ne? In še ena stvar, Amerika je bila edina država, ki tega ni priznala. Med drugim, ko so se z Kubo pogodile Velika Britanija, Kanada in celo Frankova Španija. Američani pa so v bistvu tisti, ki so edini, ki tega niso priznali, ravno zaradi tega pač kolonialnega odnosa, ne? Ker ni bila samo posest, bil je nadzor nad državo. Ok, hvala za res obsežen odgovor. Zdaj vmes sta se nam pridružila še Luka Rotar in Erik Žnidaršič iz odprave Prebijmo embargo. Pozdravljena. Čau. Ok, torej leta 1959 se torej zgodi kubanska revolucija. Kaj je v bistvu ta prinesla čisto povprečnemu, navadnemu človeku na Kubi? Kaj je to pomenilo za navadnega človeka? Boš ti, Jan, ali? Lahko si razdeliva, pa me dopolni. Za začetek, ta revolucija je prinesla zagotovljeno pravico do zdravstva, zagotovljeno pravico do šolstva. Ne vem čisto točno, iz katere obupne cifre so zvišali pismenost na enega izmed najboljših na svetu, ampak kubanska revolucija ni za povprečnega Kubanca pomenila samo pač izboljšanje materialnih okoliščin, ki so jo dejansko doživeli v tistem obdobju, ko je Kuba še lahko nekako trgovala z zunanjim svetom oziroma imela zaveznika v Sovjetski zvezi, ki je omogočal pač nek stabilen obstoj kljub ameriškemu embargu. Ampak je tudi predstavljala za celo Latino Ameriko nekaj več. Imel sem to interakcijo z enim španskim novinarjem, ki je opisal zame, da če bi se nekaj zgodilo na Kubi, če bi Amerika poskusila narediti nekaj na Kubi v tem stilu, kot so to poskusili v Venezueli z pač to obupno ugrabitvijo Nicolasa Madura, bi to bil napad na neko revolucionarno srce, ki je takrat nastal v Latinski Ameriki kot simbol odpora do ameriške dominance, kot simbol odpora do teh banana republik, mafijskih držav, ki jih diktira in so popolnoma odvisne od ameriškega kapitala. Kubanska revolucija je pač dejansko zanetila nek plamen v celi Latinski Ameriki s tem, ko se je zgodila. In jaz mislim, da tudi Kubanci tam, za razliko pač teh, ki so bili veleposestniki in posledično z dovoljenjem revolucionarne vlade pobegnili na Florido, so ponosni na to revolucionarno dediščino. Ja, to je moja revolucionarna floskula, zdaj pa, če ima Luka kakšne konkretne podatke, mu prepuščam. Ja, največji poudarek sta tukaj definitivno šolstvo in zdravstvo, kot si rekel, pismenost. Pač ne vem točno za Havano, ampak če govorimo o ruralnih območjih, govorimo o pač tako iz 5% na potem 85%. Pač cifre, ki si jih ne moremo predstavljati pač v drugih državah, pač kako se je spremenila ta zadeva. Enako zdravstvo, še posebej spet v ruralnih oddelkih, odpiranje novih klinik, da je bilo ogromno pač bolezni popolnoma iztrebljenih na Kubi, ki so prej pobijale ljudi. Da je, ne vem, da je smrtnost drastično padla, da ima zdaj Kuba pač pod trenutnimi situacijami povprečno življenjsko starost 85 ali nekaj takega, tako kot povprečna zahodna država. Tudi, da v bistvu, že to v bistvu, da se
Neki največji kritiki Kube govorijo, kako je na Kubi slabost in da jo primerjajo, ne vem, z Ameriko ali pa z evropskimi državami. Mislim, že veliko pove. Pač, ker bi bilo vsakemu smešno, da primerja življenje na Kubi ali pa na Haitiju ali pa Trinidadu in Tobagu ali pač nekaj takega. Neki zgodovinsko veliko bolj primerljivi državi. Torej, koliko se je dejansko ta standard zvišal, je nepredstavljivo. In tudi, mislim, kubanska revolucija je dosegla neko samostojnost za Kubo. Kubanci načeloma, tisti, ki niso ravno zdaj največji oboževalci režima na Kubi, ne priznavajo tiste prve osamosvojitve od Španije kot prave pač neke nacionalne osamosvojitve, sam zaradi tega, ker to ni bila, pač poslala so ameriška kolonija. To pa jim je še to prineslo. Tako da mislim, da sta to dva največja pač poudarka, ja, zdravstvo, šolstvo, pismenost. Luka, ti si se že v bistvu na hitro dotaknil dosežkom kubanskega zdravstva, ki so ga v bistvu ki so jih dosegli za to revolucijo. Pač to pa ima tudi v bistvu zelo internacionalističen karakter. Bi mogoče lahko še kaj o tem povedali? Ja, seveda, to je, mislim, največji faktor pri kubanski revoluciji, ker zaradi pač materialnih okoliščin, še posebej zaradi embarga, so bili določeni dosežki na Kubi pač preprosto omejeni. Ne? Če ti nimaš goriva, ga tudi z najbolj spretnim politikom ali ekonomistom preprosto ne moreš prečarati. Kar se pa tiče zdravstva, pa je Kuba res, mislim, če ne bi sam videl podatkov o tem, bi mislil, in bi mi to nekdo razlagal, bi mislil, da mi laže, bi mislil, da je pač plačan strani kubanske vlade, ker je na nekih točkah že smešno. Mogoče že samo ta podatek, da v 90-ih, torej še enkrat v 90-ih, ko je bila Kuba v enem najtežjem stanju, ko je bila uradno v izrednem stanju, ki ga je vlada sklicala ravno zaradi tega, ker so bili odrezani od propadajočega na tisti točki vzhodnega bloka. Izven države, na tujih misijah, med 300 in 400 tisoč zdravnikov, kar je več kot celoten WHO na tisti točki. Ne vem, bili so eni od prvih, ki so se odzvali na izbruh ebole v Zahodni Afriki. Zdravili so več kot 20 tisoč ljudi, ki jih je prizadela nesreča v Černobilu. V zgodnjih 2000-ih so začeli operacijo Čudež, kjer so v južnoameriške države, neke najbolj ranljive skupnosti poslali res horde zdravnikov, ni druge besede, in v 10 letih dosegli to, da je 5 milijonov ljudi pridobili nazaj vid, brezplačno. Kuba ima, tudi od konca 90-ih so odprli latinsko-ameriško šolo zdravstva, ki brezplačno šola ljudi iz vseh držav sveta, celo ZDA, pod pogojem, da grejo potem pač v svoje matične države in dejansko pomagajo ljudem. Ogromno je teh stvari. Ne vem, med COVID-om so poslali v Evropo 150 zdravnikov, večinoma v Italijo in od vseh držav Andoro. Tako v Andoro so poslali skoraj toliko zdravnikov kot v Italijo, kar nek tak zanimiv podatek. Tisoč reči. Seveda so poslali pač poleg voja kot zdravnike v Angolo, ko je Južna Afrika napadla to državo. Za kar so tudi pristali na seznamu držav podpornic terorizma, ker seveda boriti proti apartheidu je pač terorizem. Čeprav Nelson Mandeli so tudi rekli, da je terorist, tako da mogoče je nekaj na tem. Ja, pa je 1/3 mladih v Evropski uniji članica terorističnih organizacij, ne, po nekih podatkih, tako da mene je čudilo. Verjetno res. Bom Janu pa Eriku pustil, če sem še kaj falil, ampak to so ti tako najbolj highlightsi. Ne bi nič dodal. Mislim, Kuba je nasplošno zelo internacionalistično naravnana država. Zdaj ne vem, o Angoli si kaj rekel? To vem, da se ne navezuje na zdravstvo specifično, ampak Omenil sem seznam teroristi, ampak lahko, na hitro sem omenil, lahko pa.
Dobro, pač takrat, ko sta se Angola in Mozambik osamosvajali od svojih portugalskih kolonizatorjev, je Kuba poslala, mislim, da 30 tisoč osebja in vojaškega in zdravstvenega, da pomaga MPLA-ju v Angoli, da se pač bori in proti portugalskim kompradorjem in proti apartheidni Južni Afriki. In to mislim, da je bil tisti povod, da so si zaslužili mesto na seznamu držav podpornic terorizma, ta antikolonialen odpor. Tako da ja, ja, duh kubanskega socializma je internacionalen. Ja, zdaj naj bi v bistvu Donald Trump tudi pač nekim državam, kjer v bistvu so te kubanske pač odprave tudi zagrozil, ne, da pač morajo ti zdravniki zapustiti te države, kar je v bistvu ful sporno, ne. Pa mogoče ena taka stvar je tudi, da so v bistvu v 90-ih pa v začetku 2000-ih v bistvu tudi žrtve iz pač radiacije iz Černobila tudi pač zdravljene. Zdaj lahko gremo k na naslednje vprašanje. V bistvu ZDA že več desetletij izvajajo nelegalno blokado Kube, ki se je v bistvu pod vodstvom Donalda Trumpa v bistvu še dodatno zaostrila, ne. On je v bistvu tudi se tako lepo izrazil, da se pripravlja na prijazen prevzem Kube, s čimer pač lahko vsi mislimo, da namiguje mogoče na podobno strategijo, ki jo je že v Venezueli izpeljal. V bistvu, kakšne posledice ima to za kubansko prebivalstvo? Zdaj vemo tudi, recimo, da Venezuela je bila glavna pač izvoznica nafte na Kubo od takrat, ko je v bistvu Hugo Chavez tam prevzel oblast, ne. Tako da, kakšne so zdaj posledice od te najbolj nedavne blokade naftne za pač kubansko prebivalstvo? Kar je nekako treba razumeti pri ameriški blokadi, je, da je v bistvu sestavljena iz treh reči. Tistega čisto prvega embarga, ki pač omejuje ali pa skoraj prepoveduje katerokoli trgovanje med Ameriko, ameriškimi podjetji, vsem tem z Kubo. Do te mere, da ne gre samo za stvari, ki bi jih prodajala konkretna ameriška podjetja, ampak praktično katerokoli produkt, če vsebuje 10% nečesa ameriškega, to so lahko materijali, to so lahko patenti, intelektualna lastnina, preprosto ne sme na Kubo. Druga zadeva je tisto, ki sem prej omenil, ta seznam, seznam držav podpornic terorizma, na katerem so poleg Kube trenutno, mislim, da Sirija, Iran in Severna Koreja. Torej, to preprečuje, da bi Kubanci kupili tudi izven Amerike, od ameriških podjetij, karkoli, kar bi imeli neke dual use možnosti, torej karkoli povezano z vojno, kar pač pomeni vse, pomeni gorivo, pomeni gnojilo, pomeni osnovne kemikalije, pomeni tovornjake. Pač. To je čisto onemogočeno. In tretja zadeva je pa potem ta čist nova, zelo fizična blokada, da gorivo, najpomembnejše pač gorivo, ne more priti na Kubo. Kar je tudi najhujše. Ker Kubanci so prej imeli vse neke možnosti trgovanja z drugimi državami. Recimo z vzhodnim blokom, recimo z drugimi latinskoameriškimi državami, ki so potem opustili embargo, celo z EU-jem, ki je opustil embargo, pač Američani so res edini, ki še vztrajajo pri tem. Ampak, če nimaš goriva, ničesar nimaš. Mislim, en od reči je, da imajo zdaj skoraj prvič tudi krizo z zdravili. Kuba ima drugače v preteklosti imela kar močno farmacevtsko industrijo, ampak če ti nimaš energije, ti tudi tega ne moreš proizvajati. Mislim, res je, kot da se nekomu na arterijo usedeš, ne? Ok, Jan bi še kaj dodal? Ne, jaz mislim, da bomo to veliko lažje opisovali takrat, ko bomo to videli v živo. Edina stvar, ki jo še vem, je, da po zadnjih podatkih, pa verjetno je zdaj hujše, je 1 liter bencina na Kubi stal, mislim, da 10 evrov. Tako da tudi mislim, jaz ne vem čisto točno, kako njihov javni prevoz funkcionira. Tudi težko je najti podatke o tem, to je tudi nekaj, kar bomo tam izvedeli v resnici, koliko je sploh država še lahko povezana.
Ja, Okay, ne bi nič dodal. Ja, kar pardon. jaz slišim zdaj, je v bistvu mogoče obljuba, da se nam boste oglasili tudi potem, ko boste enkrat tam in follow-up temu podcastu. Če ne bo Um, električnega izpada, glih takrat šur, ampak zato nič ne moramo obljubiti. Po Kubi pa ja, itek, ampak Ja, okay, to tam sem bomo pa mislila. videli. Ja. Ok, zdaj pa v bistvu smo že kar naredili lep uvod pač v vašo odpravo prebimo embargo, s katero v bistvu želite na Kubo pripeljati zdravila, ki jih zbirate že mesec dni. A vas je mogoče k tej akciji spodbudila tudi pač humanitarna flotilja Nuestra America Convoy, ki je prejšnji mesec v bistvu prišla na Kubo, oziroma kaj so bili vaši razlogi, da ste se odločili za to? v bistvu ne. Um, Mi smo nameravali iti na Kubo že prej. Bila je ideja, da gremo na Kubo že prej. Slučajno smo enkrat videli, da je bil nek zelo poceni let od Turkish Airlinesa iz Ljubljane na Havano prek Istanbula. Mislim, da za 350 evrov enosmerni let. Tako da takrat je bilo stanje na Kubi seveda že slabo zaradi Trumpovega embarga in vsi smo se tega zavedali, ampak v tistih naslednjih dneh se je stvar bistveno eskalirala, in smo v bistvu ugotovili, da nam ni najbolj všeč ideja, da gremo kot neki krizni turisti, ampak bi lahko to priložnost tudi izkoristili, da naredimo nekaj dobrega tako za kubansko ljudstvo, kot da slovensko javnost osvestimo o tem, o zgodovinskem in sodobnem političnem kontekstu Kube in zakaj je treba biti solidarni, zakaj moramo biti solidarni s to državo in s tem projektom, bom rekel. Um, Tako da ja, flotila Nuestra America se je v bistvu zgodila, mislim, da ravno en teden potem, ko smo mi že imeli vse značrtovano za Kubo. Um, ampak ja, mislim, seveda super stvar, podpiramo. Ni bila pa neka posebna inspiracija za nas, se mi zdi. Mislim, da smo se samo odločili, da pač um, ne bi bilo najbolj prav iti brez neke pomoči tja, v duhu tega, da smo internacionalisti in solidarnostni z drugimi socialističnimi državami in ljudmi. Mhm. Ok. Kdo pa vam je pomagal, oziroma na podlagi česa ste se odločili, katera zdravila boste zbirali? To smo preko Iskre imamo že nekaj časa stik z kubanskim veleposlaništvom na Dunaju, ki je pristojno tudi za Slovenijo in Hrvaško. In smo stopili v stik neposredno z njimi, in smo bili na klicu z, ne spomnim se točno, kaj je njena točna vloga, mislim, da je sekretarka na konzulatu. Lahko, da se motim. In nam je poslala v bistvu en zelo izčrpen dokument seznama vseh zdravil in drugih potrebščin, med drugim tudi hrane, ki jim trenutno na Kubi primanjkuje. In mi smo iz tistega seznama odvzeli ven stvari, kot so recimo morfi in druge substance, ki bi jih verjetno bilo težko spraviti na komercialni let, in prioritizirali to, da spravimo tja čim več nekega paracetamola, vitaminov in hranil za dojenčke, takih stvari. In ja, tudi v tem pogovoru s to gospo iz veleposlaništva je v bistvu bil en zelo ganljiv trenutek, ki se ga spomnim, da pač kako mora biti grozen občutek zdaj na Kubi, ko v teh malih poliklinikah, ki so zelo pogoste v soseskah, pač za razliko od velikih
od velikih bolnišnic v večjih mestih primankuje recimo paracetamola in ti pač prideš tja z glavobolom ali vročino in lahko ti pomagajo z vsem drugim, kot pa s tem, da ti olajšajo te bolečine. Če samo zato morda ena škatlica paracetamola lahko olajša zdravljenje vsaj 5 ljudem, glede na to, kakšno pomanjkanje imajo trenutno na lokalni ravni. Ampak ja, odgovor na vaše vprašanje je prek kubanskega veleposlaništva. Ok, če jaz prav razumem, torej greste s komercialnim letom, predvidevam, da boste pač v dodatno prtljago potem dali zdravila, pa jih vzeli s sabo. Ok, to je ideja. A mogoče pričakujete tukaj kakšne težave, recimo na carini ali pa kakorkoli? Ne, v resnici ne. To je bil seveda prvi pomislek, ne, ko se greš nekaj takega. Ampak so nam na veleposlaništvu kar večkrat zagotovili, da vse od izbruha COVID-19 je Kuba dvignila vsakršno omejitev za vnos zdravil in hranil, dokler je to pač v nekem ločenem kufru. Tako da to ne bi smel biti noben problem. Vsakemu poleg karte pripada tudi kovček za 23 kg, tako da mi se bomo spakirali v tisto ročno prtljago, ki jo pač s sabo vzameš, kufre bomo pa napolnili z zdravili in vsem, kar smo zbrali. Je pa seveda, mislim, to so zelo sladki problemi, ampak naša akcija je bila do zdaj že tako uspešna, da ocenjujemo, da ne bomo mogli sploh vsega takoj prenesti na Kubo. Zakaj smo se tudi pogovarjali z veleposlaništvom in so nam dali nek plan B, da vsak ta presežek v narekovajih potem lahko nesemo v Nemčijo, ki je najbližja država tukaj, ki ima neke redne pošiljke v teh velikih kontejnerjih na Kubo. Tako da, kot smo rekli že na intervjuju za Radio Študent, pač te zadeve bojo prišle na Kubo z nami ali pa brez nas. Pač. Ok, super. Ok. Prej ste v bistvu, če se prav spomnim, je eden od vaju omenjal, da a pričakujete mogoče kakšen problem s tem, ko sta omenila, da v bistvu, če je 10% proizvoda narejenega v Ameriki, da v bistvu potem ne sme na Kubo. Meni se zdi, da ta skrb ni tako huda, predvsem zaradi tega, ker letimo iz Benetk, potem imamo kratek prestanek v Madridu in potem iz Madrida na Havano, kar pomeni, da iz Benetk v Madrid, ko že čekiramo našo prtljago, potujemo v bistvu znotraj Schengena, kar pomeni, da ni veliko motivacije za carinike, da bi pač mešetarili skozi to. In isto se mi zdi, da za Kubo ne bi smelo biti problema. Evropska unija itak ne samo, da ne priznava, ampak tudi obsoja ameriški embargo. Edini način, da bi to Američani lahko, mislim, da bi to cariniki prestregli, če bi cariniki bili Američani, s katerimi pa v bistvu ne bomo imeli nobenega stika. In oprosti, ne vem, če si rekel, Luka, imam spomin zlate ribice trenutno, ampak od pandemije dalje na kubanski carini, ok, si povedal, ok, pardon, to pa ne bom. V redu je, ja, tudi, kot si dobro rekel, mislim, da Evropska unija tukaj nima, pač načeloma nima biznisa, da bi enforcala ta ameriški embargo, ki ga pač ne priznava in obsoja. Mislim, da ne bo nobenih hudih problemov tukaj. Ok, imate še mogoče kakšne druge pomisleke pred samo potjo? Jaz bom zase rekel, da bi iskreno ne. Mislim, da smo zadevo kar dobro splanirali, tudi kako bomo potem postopali na Kubi. Ne vem, no, mislim, da tudi v trenutni situaciji bi težko pričakovali, pa ravno zato, ker sem zdaj to rekel, se bo verjetno zgodilo. Ampak dejansko ne pričakujemo, da bi Američani zdaj nekako posredovali proti Kubi, še posebej zato, ker se vojna v Iranu absolutno še ni končala, pač, in to za njih predstavlja veliko večji
geopolitični problem in tudi to postaje notranji politični problem za njih, da bi se zdaj spustili še v vojno z Kubo. Pa tudi vsaj meni je ta tovarišica iz kubanskega veleposlaništva na Dunaju včeraj poslala nek članek, da naj bi se neki dogovori med Američani in Kubanci na diplomatskih nivojih že počasi začeli in po dolgem času odprli. Tako da mislim, da je šansa neke ameriške intervencije trenutno manjša. Zdaj ne bom dal roke v ogenj, ampak bomo videli, kako bo. Okay. Američani so napadali Iran med pogajanji. Ne, da bi te strašil. Mene tudi ne skrbi. Jaz nimam nobenih pomislekov. Nimam nobenih pomislekov, predvsem zaradi tega, ker sem vsaj zaenkrat zelo ponosen na to, koliko ljudi se je odzvalo na našo akcijo, koliko ljudi je začutilo to potrebo, da izkaže neko solidarnost z kubanskim ljudstvom. In na tej točki se mi zdi, da za nas, in vsaj pri meni je edina prioriteta, da tja zdravila spravim tja, in to je to. To je prva in zadnja misel v moji glavi. Z mano ali brez mene to pride tja. Ja. Super. Zdaj pa mogoče za konec še, kako bi lahko naše gledalke oziroma gledalci prispevali k vaši akciji? Zdaj morajo v resnici mečkano pohiteti, ker smo v zadnjem tednu zbiranja, čeprav ne, da je to ljudi ustavilo, ker ravno danes smo imeli, mislim, da najbolj busy dan okoli tega. Jaz sem cel dan laufal po Ljubljani, zbiral neke donacije. Tudi bi se na tej točki zahvalil ženskemu lobiju Slovenije, ki so donirali za 870 evrov zdravil, kot samo ena donacija, kar sem tudi danes šel prevzeti. Ampak za gledalke in gledalce najdete nas lahko seveda na vseh socialnih medijih pod Prebijmo embargo, pišete nam mail, ki je tudi na ful naših objavah. Trenutno najraje bi iskreno videli še neki donacij zdravil. Če res ne gre drugače, lahko tudi v gotovini, ampak tudi nam že malo zmanjkuje časa, da bi te reči sami šli kupiti. Bom pa rekel tako, če slučajno ne rata ta teden, pa je seveda to najboljš, bo seveda trajalo še nekaj časa, da potem mi gremo, ko se vrnemo z Kube v Nemčijo in to odnesemo, do takrat zadeve seveda pač sprejemamo. Ne? Mislim, to je nekako to, razen če bi še ti kaj dodal, Jan. Ok, mogoče sem še to, ker ste omenili, da ste pač pregledali seznam zdravil, ki v bistvu jih pač na Kubi trenutno primanjkuje. So mogoče pač kakšna zdravila, da ste vi zdaj opazili, da ne vem, prej si omenil paracetamol ali pa je mogoče kako zdravilo, ki ga imate malo manj oziroma... Nekako iskreno ne. Imamo vsega kar enakomerno razporejeno. Mogoče tiste, kakšne mogoče malo specialne reči, kakšno železo ali pa kaj takega, tega so ljudje manj nosili, ampak tudi nekaj teh donacij imamo. Edino, kar bi rekel, za kar so se ljudje zelo zagnali, nič narobe s tem mimogrede, Aptamila in te baby formule imamo ogromno. Pač dobesedno pričakujemo v naslednjih dneh 8 kil tega, pa že zdaj imamo tega ogromno. To je mogoče stvar, ki bi jo ne odsvetoval, pa rekel, ni prva prioriteta. Ampak zelo, zelo različne stvari. Jaz bi spodbudil k tabletam za purifikacijo vode, prašek za rehidracijo. To je kar fajn. To je na splošno kar fajn. Pa tudi ni pretirano drugo. Pač. Tako. Ok, super. Hvala vama, Jan in Luka, za ta pogovor. Jaz res upam, da bo vse pač potekalo, kot ste si zamislili, v skladu z vašimi načrti in pač vam želim seveda vsem članom odprave srečno pot. Ostali pa pač se ne pozabite naročiti na v bistvu naše kanale Rdeča pesa na Facebooku, Instagramu, Spotifyju. Da. To je z moje strani to.
Hvala vama, da ste si vzela čas. Sklepam, da ste v bistvu zdaj v zadnjem tednu, no res, imate pač dosti ideja, to, kar Jan kaže, ja. Tako da sem res ful hvaležna, da pač ste si vzeli čas, da ste naredili pač ta intervju, kot sem že prej Janu povedala, in tako pač v Rdeči pesi pač smo zelo naklonjeni kubanskemu pač prebivalstvu in pač imamo nek domet na naših omrežjih in se nam pač zdi nujno, da pač to izkoristimo tudi. Tako da ja. Hvala vam za priložnost, in potrudili se bomo, da ne razočaramo ne le vas, ampak vse, ki so nam izrekli to zaupanje in podporo. Hasta la victoria siempre. Prebijmo Para embargo. siempre.